Torej, kaj za vraga se danes dogaja? Se pravi, tukaj je moj kufer, ki ga moram zdaj v Slovenijo poslati. Čakam bus, ker me je lastnik rekel, da me bo pelal do tega podjetja, kam lahko bolj kufer pošljem. Sam pač v zadnjem momentu nekako ni utegnil, te pa pač gremo na 1 urno vožnjo, še zadnjič malo okolje. Kaj sploh mislim danes povedati? Malo več o Avstraliji, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč. Mimo grede, če ste že nosil toti kufer sred res industrijske cone, ni samo industrijske, ampak tudi cone, kjer folk prebiva, opažam, da je dost bajt tu zapuščenih. Ne zapuščenih, ampak ja, pa kaj vraga, zapuščene so, ja. Ali zapuščene, ali pa so na prodaj. Se pravi, res je, da sem 8 km ven z mesta, ampak dobro, vse bajte niso tako slabe. Sam ne zdi se mi kot neko ful razvijajoče naselje. Je pa zanimivo videti, kako ljudje živijo v predmestju. Se pravi, vse posod so bajtice, male bajtice. Naprimer nekaj takega. Bajtica, mala bajtica. Zdaj pa čakati na še en vražji bus do mesta, spet pol ure šlo, jo. Imajo pa zanimive busne, ne. Se pravi, avtobusna postaja, kar tudi štok tu. Evo, končno mi je uspelo priti do mesta. Najprej dobre stvari v Avstraliji. Ok, ajmo pozitivne stvari, ampak najprej bom povedal malo o tem, kako je bilo na začetku. Tu imam ene zapiske, ki jih imam. Se pravi, na začetku mi je bilo čudno, ker si se mogel navaditi, kam boš gledal, ne? Ker vsi vozijo po levi strani, ne? Se pravi, ti pa si vedno bil navajen, da boš pač na desno stran gledal, ne? Pol, ker je bilo pač tako vroče kot hudič, ne? Si vse posod mogel zraven imeti vodo in tankati vodiko, ker drugače si vmr. Če si se naslonil na bilo kjero ograjo, to si se absolutno spekel. Največjo ozonsko luknjo imajo prav tu v Avstraliji, tako da če si nisi pač face namazal z kako kremo ali kaj, si bil definitivno opečen. The hand cream here is terrible. Na začetku mi je šlo ful na živce, da pač nisi imel fucking hladne vode v stanovanju za stuširati, se razumeš? Se pravi, ti je bilo vroče in fucking ni bilo hladne vode, da bi se stuširal. Yeah, I agree. Opazil sem tudi, da nihče ne kadi. Se pravi, nihče, mogoče je pa res, da so čiki tu $30, kar pomeni, da je to nekje 18 € škatlica. Ja. Nikjer ni bilo kafičev, kjer bi se, ja, vse še jih kar zdaj ni, nikjer ni nekih evropejskih kafičekov, tako imamo mi na ulici kafič, da bi se vsedel, se pravi, da sem ga recimo tu na ulici, ne, glej, cela dolga ulica in nikjer nobenega kafiča z zunanjim sediščem, samo notranjimi ali pa na balkonu, ne. Vsaj v Adelaidu, ne, sem opazil, da so vse posod Azijci, res. V Adelaidu so, toti Kitajci so, verjetno niso samo Kitajci, ampak oblegali so, ker so res vse posod. Meni se zdi, da vsaki drugi je Kitajec tam. Zanimivo je bilo to, da imajo vse posod, tudi vzamejo kartico, vse posod bojo vzeli kartico. Cash, mislim, da gre izven mode, pa davčno številko sem si kot tujec zrihtal v 3 minutah. Se pravi, lahko bi si prek neta, ampak nisem vedel in sem šel pač na urad in me je tam posedla za računalnik, mi je dala obrazec za izpolniti in sem jo zrihtal v 3 minutah, dobil po pošti čez 1 teden. Koliko časa bi to pri nas trajalo? Ok, zdaj pa kaj vam mi je všeč, pa kaj mi ni všeč. Se pravi, najbolj všeč glede avstralske kulture je prav to, da so vsi tak fucking prijazni, vsi so odprti, vsi se pogovarjajo s tabo, se pravi, recimo, če greš na prehod za pešce, ti bo vsaki vstavil, res, vsaki ti bo vstavil avto in te bo spustil, absolutno. Neznanci se bojo pogovarjali s tabo, se pravi, vstaviš nekoga na ulici, pač lahko se začneš pogovarjati, ne vem, kaj je zdaj, kak si ali nekaj in se bo folk menil s tabo in so, glej, res so odprti.
če kaj rabiš, bilo koga vstaviš, No trash kjerkoli. cans here. I'm saying positive thing. Okay. Oh, that's a great thing. Če kaj rabiš, v glavnem, če kaj rabiš od kakega neznanca, bilo kako pomoč, It's not very ti bojo, dirty ti here. bojo komod pomagale. Všeč mi je še to, da ni te glej mene kulture, ne? Tako pri nas, ko imaš BMW, pa Mercedesi, pa naj se vidi, ne? Tu jim je vseeno, res. To je zakon. Adelaide vsaj je tu svetovno, da je zastojen tram, se pravi pač po centru se voziš zastojen, kaj pa izven centra pa pač plačaš neke malenkost, neki evro ali nekaj tajega. In absolutno nasplošno bolane plaže, ne? To je fucking res. Še ena lepa stvar je pa dobra mešanca starih stavb z novimi, se pravi, taki dober vibe ima mesto, vsaj Adelaide, isto velja za Sydney. Celoten vibe, ljudje, fenomenalni, obožujem jih, res svetovni. Kaj pa negativne stvari, ne? Trgovine ne delajo ob vikendih. Oziroma, če dela kakšna večja, to pa to. Načeloma je vsaj v Adelaidu vse ostalo zaprto. Če zgledaš Vinjen, samo če zgledaš Vinjen, te bojo vrgli ven z kluba, ali pa ti bojo rekli, glej, nimaš stopa, kar se mi je zgodilo, pa sploh nisem bil pijan. Okay. Vsaki kafič, vse sem že jamral, da pač ni kafičev, ampak tisti kafiči, ki so, imajo za nič stole, res, za nič. Recimo ta, nimam stola, evo tu so recimo. Talking about the chairs. Ja. Plastični, za nič stole. Stick shit. Vsaj v Adelaidu so bili tudi vse posod aboriženi in se kar drli okoli pa pili, tako da, ne vem, včasih so ti kar začeli nekaj bluziti in pač ni prijeten feeling, ko ti mi še pijani, niti v angleščini se začne dreti na tebe. Homeless people yell at you. Ja, that was our... Cene piva, vina, pa česarkoli v trgovini, drago. Pa ne samo to, da ne moreš kupiti alkohola, Pa ne samo, da alkohol drag, tudi kupiti ga ne moreš v normalni trgovini, ker moraš iti v posebno trgovino, kjer se prodaja samo alkohol in ja, pivo se šteje tudi kot alkohol. Še zadnja stvar, kaj pa mi mogoče ni všeč pri ljudeh, pa je ta res odprtost ali prijaznost, ne. Se pravi, res je, da so super odprti in vse, ampak na čase mi gre to na živce. Se te niti ne. Še ena stvar glede prijaznosti tu folka, mi pa mogoče ni všeč, ker včasih ne veš, ne točno razlikuješ, ali so iskreno prijazni, ali pa so samo pač naučeni kulturno. Se pravi, priješ v bar, v trgovino, karkoli, ko te vpraša, hey, how are you? Včasih ne veš, ali jih dejansko zanima, kak si, ali pač so... Ne vem, no, nihče tu ni nikoli nataknjen ali tečen, tako recimo pri nas v Evropi, ne. Na zdravje. Zdravje. Malo vodeno.